Danes smo trije, tako da bomo šli čez ene tematike, ki smo jih prejšnjič obljubili. Prva od teh je, mogoče bi bilo fajn opredeliti, Boris, na začetku sploh, kaj je inteligenca. Pol opredelimo, kaj je ozka inteligenca, narrow AI. Kaj je pa neka ta široka oziroma splošna inteligenca, general intelligence. Pogremo pa lahko na tiste predikcije strokovnjakov, kaj po njihovem mnenju, koliko časa bomo potrebovali, da bomo prišli do neke splošne inteligence in kako bo to izgledalo, v bistvu, kakšne bi bile implikacije takega stvora, takega organizma, take entitete v našem svetu. Mogoče kaj je inteligenca najprej? Ja, sej tukaj to je ena tak pojema, ki ima mnogo definicij, pravzaprav. Zdaj, mogoče ena taka dost enostavna je, da je pač to čisto preprosto sposobnost reševanja različnih problemov. Zdaj, kakšni kognitivni znanstveniki verjamem, da bi imeli tle še veliko zapovedati, ampak za potrebe naše debate, mislim, da bo to dovolj. Jaz bi sam tukaj rekel, recimo, Boris, ki je zelo zanimiva zadeva za človeško inteligenco ali pa inteligenco mašin. Meni se zdi, da je inteligenca tudi sposobnost dajanja si raznih ciljev in potem reševanja in doseganja teh ciljev. Se pravi, samo doseganje ciljev, brez sposobnosti si dajanja svojih ciljev avtonomno, se mi ne zdi inteligenca. Ja, mislim, da se prek tega pol v bistvu dotikamo teh drugih stvari, recimo ta agentskost je mogoče nekoliko drugačna, ampak povezana stvar z inteligenco. Kot rečeno, pač obstaja ful definicij, tudi pol različne oblike inteligence. Dobro, največkrat govorimo o tej, ki jo probamo malo ujeti pri ljudeh z inteligenčnim kvocientom, ampak pol so lahko socialna inteligenca, čustvena inteligenca, Klemen si omenil v prejšnji epizodi. Zdaj, kaj pol to pomeni, če se premaknemo recimo na strojno učenje pa umetno inteligenco. Zdaj, ozka umetna inteligenca, čeprav včasih v bistvu niti nismo tega izraza uporabljali, ker je bilo pač to privzeta in edina zares obstoječa vrsta strojne inteligence, je usmerjena v reševanje enega zelo natančno definiranega specifičnega problema, kjer v bistvu pač dejansko stroj oziroma model želimo naučiti, da zna res dobro rešiti ta problem, če mu pa damo praktično karkoli, kar odstopa nekoliko od tega izhodiščnega problema, pa v bistvu ne bo mogel narediti nič ali pa skoraj nič. Recimo en tak lep primer, v bistvu ozke umetne inteligence, je bil takrat računalnik Deep Blue, da je že zelo dolgo nazaj, ki so ga naredili. In je to bila pač izredno odmevna stvar, ko je premagal takrat Kasparova. Ampak je bil pa čisto tak tipičen primer neke ozke inteligence. Mogoče zna igrati šah, ampak čisto nič drugega. Mogoče zdaj, ko se premaknemo proti tej definiciji splošne umetne inteligence. Zdaj včasih, ko koga vprašajo, kaj je splošna umetna inteligenca, če je to pač sploh lahko obstaja, bodo nekateri rekli, da to ne more obstajati. Torej ne moramo imeti nekega algoritma ali pa sistema, ki bi znal reševati vse probleme, ki jih je možno, recimo temu reči, matematično definirati. In ljudje, ki so izraziti teoretiki, za njih se potem pri tem ustavi in rečejo, pač to ne more obstajati, matematično ne gre. Zdaj ta malo bolj praktična definicija
pa pač v bistvu se nagiba v smeri, ne, da govorimo o splošni umetni inteligenci v povezavi z človeškimi sposobnostmi. Ne, torej rečemo, da recimo bi bil sistem strojnega učenja splošno inteligenten, če bi bil lahko reševal vsaj s primerljivo zmogljivostjo probleme, ki jih znajo ljudje reševati. Ne. Tako da je to recimo ena opcija, ne, ker zato, da dam ilustracijo, ne, pač, recimo, če si mi zamislimo en problem, ki bi zahteval, da ljudje si lahko predstavljajo v glavi, ne vem, 10-dimenzionalni prostor, pa tam v tem prostoru rešujejo neke probleme, ne, recimo take stvari bi padle ven potem iz te definicije, ne, splošne umetne inteligence. Ne. Ena druga definicija, ne, ki se pa tudi zdaj kar pogosto uporablja, ne, ali pa vsaj omenja, je pa, ne, da rečemo, splošna umetna inteligenca bi bila bi bila sposobnost umetne inteligence reševati vse ekonomsko smiselne probleme, ki jih recimo rešujejo ljudje. Ne. Recimo tle bi mogoče en del nekih stvari povezanih z čustvovanjem in podobnimi zadevami pač bilo izuzetih ven. Ne. Je pa tudi pola, ne, ko se govori o tej splošni inteligenci, se dostkrat stvari razvejijo, ne, in ena definicija potem govori recimo o šibki splošni umetni inteligenci, pa potem dejansko o močni. Ne. Torej šibka bi bila ta, ki je recimo mogoče povezana samo s stvarmi, ki jih lahko delamo preko računalnika. Ne. Torej, kaj so tiste naloge, ki bi jih recimo lahko dal nekomu kot navodilo pri delu nadaljavo, pa bi jih pol recimo ta človek lahko rešil, brez da bi bil fizično prisoten. In potem, ne, recimo, medtem ko ta močna, pa v bistvu lahko vse probleme rešuje. Ne. Tudi tiste, ki so povezani naprimer z neko interakcijo z fizičnim prostorom. Ne. Zdaj ne govorim, da nujno tak sistem mora tudi fizično biti ko bi rekel, embodied, uteleščen, lahko pač ima samo možnost prek nekih vzvodov vplivati na fizično okolje. Ne. In v bistvu, če se... Ja, kar povem, Kamen. Ja, v bistvu sam nekaj bi rad preveril, en miselni proces pri sebi, ne. Zdaj gremo iz smeri, kaj vemo, ne. Vemo, da je človek ali pa ljudje okoli mene so splošno inteligentni, ne. Se pravi, imajo nek cilj in bojo znali v bistvu svoja orodja, ki jih imajo na voljo, pa resurse, ki jih imajo, uporabiti na kreativne načine, da bojo dosegli ta cilj. Ne. Zdaj, GPT nima tega. Ne. Vemo, da ni splošno inteligenten, jaz mu dam cilj in on je zelo omejen. V bistvu mi lahko samo tekstovno podaja neke odgovore. Ne. Zdaj pa to, kar je Jaša rekel, da on definira splošno inteligenco kot sposobnost definiranja svojih ciljev, jaz mislim, da niti za ljudi to ne velja. Ne. Če tako pogledamo, a sem si jaz prek evolucije sam definiral svoje cilje, ali sem jih dobil iz narave. Ne. Jaz sem se rodil kot človek in sem lačen, žejen, navece me, ne. In potem iz tega izhajajo moji cilji. Ne. Prav iz nekih potreb, ki so prišli iz narave. Ne. In zdaj, če gremo nazaj na AI, ne, zdaj zaenkrat mu mi dajemo cilje, ampak jaz mislim, da bo vedno tako. A ne. Se pravi, nek input bomo ljudje dali temu sistemu. In ne bo on sam definiral iz ničesar nek cilj, ki se ne dotika naših ciljev, ki smo jih noter napisali. Ja, ampak recimo, tukaj si odprl dosti tem, ampak seveda imamo mi neke cilje, potrebe, ki so evolucionarne, ampak mi si tudi lahko zadajamo svoje cilje. Ne vem, ta teden bom šel 3-krat v fitness in to, ali pa ta teden bom poklical 3 prijatelje in to lahko narediš. Zakaj? To, da imamo mi... Zakaj? Ti lahko kjerkoli cilj ti hočeš,
ti lahko rečeš, da ga imaš, in ljudje imajo zelo, zelo različne cilje. Eni imajo cilje, gremo na 5-7 tisočakov plezati. Eni tega cilja nimajo nikoli. Se pravi, niso vsi cilji evolucionarni, tako kot ti praviš, mislim, saj se to meni ne zdi. Druga stvar pa je, da če samo omejimo, če res gremo, kaj se dogaja danes, in rečemo samo sposobnost reševanja problemov, damo sposobnost postavljanja si svojih avtonomnih ciljev na stran, lahko vidimo, da avtocesta pele proti sistemom, ki lahko rešujejo kar širok izbor problemov. Mi smo začeli z slikami mačk, pa a je to mačka ali ne, zelo narrow. Danes smo pa v bistvu, lahko ga vprašaš karkoli, seveda je ta modus še vedno bolj tekstovni, ampak kljub temu je ta GPT veliko bolj splošni. Se pravi, lahko se pogovarjamo, a je to začetek neke splošne sistemske inteligence. To se mi zdi čisto, ko bi rekel, skoraj pragmatično, da je to resno. Ja, mislim, tukaj jaz bi rekel, da je to kar filozofska do neke mere debata, izkot recimo izvirajo te izvorni cilji. Zdaj, dostakrat se v povezavi z ljudmi tako na to temo govori, da pač evolucijski proces živih biti je na nek način definiral neke cilje, povezane z, ne vem, preživetjem, pa širjenjem genov in tako naprej. Samo pač ljudje kot entiteta so mogoče nekje tam zadaj v hardveru, da tako rečem, hočejo še vedno temu cilju slediti, ampak so pa tudi sami po sebi optimizatorji, ki lahko začnejo potem optimizirati za neke druge stvari. In recimo ta situacija, temu se reče pol v literaturi mesa optimizacija, ki je v bistvu neka optimizacijski proces proizvede entiteto, ki je tudi sama optimizator, samo to, za kar ta entiteta potem optimizira, je lahko nekoliko drugačnega, kot to, kar je optimiziral tisti izhodiščni proces. In to je recimo tudi eden od razlogov mogoče za zaskrbljenost potem pri razvijanju teh umetno inteligentnih splošnih sistemov. Mogoče, ko smo že omenili recimo GPT-4, zdaj tukaj je tudi en zanimiv članek, ki mislim, da ga lahko pol vključimo v komentarje, ki so ga v bistvu raziskovalci v Microsoftu napisali. Napisali so ga pa v teh okoliščinah, da jim je OpenAI zaupal testiranje GPT-4 modela, še precej preden je bil recimo javno objavljen in dostopen, in so v bistvu oni potem v tem članku povzeli njihove izkušnje z testiranjem zmogljivosti tega modela. Članku so pa dali zanimiv naslov, samo da ga poiščem, in sicer Sparks of Artificial General Intelligence Early Experiments with GPT-4. In v tem članku nekako poskušajo v bistvu zagovarjati tezo, da v bistvu to obnašanje, ki ga kaže GPT-4, ni še nekaj, kar bi recimo lahko poimenovali po definicijah splošna umetna inteligenca, ampak da pa vsebuje recimo neke elemente tega, torej kot nakazuje neko smerno, v kateri se te modeli pač premikajo. In je zanimiv članek, ker so noter tudi take slikovite stvari, recimo ugotovijo, da en indikator, kako meriti inteligentnost sistemov, kot je GPT-4, je, da se jim da za nalogo, da naj s kodo narišejo recimo samoroga, neke take mal hecne stvari, in potem dejansko, ko so gledali, kaj je rezultiralo, so ugotovili, da oni modeli, ki se pa tudi na drugih problemih boljš obnašajo, lahko bistveno bolj prepričljivo recimo narišejo s kodo tega samoroga. Tako da, čeprav je tekstovni model, ima vseeno v bistvu
nekje v zadnji pač tudi neko vizualno predstavo stvari, ne, kar recimo v prejšnjih generacijah tega modela nekako ni bilo zaznavati, no, ali pa je bilo zelo omejeno. Ja, mogoče, Jaša, namute sem te dal, veš, ker si se ful premikal. Tako da se unmute, če hočeš kaj povedati. Kar izvoli. Ja, sem nekaj mnogo premikal. Ja. Ok, se pravi, te nevarnosti, ne, to se mi zdi kar debata, kar zaštartala, ne, mogoče dobro, da malo opredelimo. Ena nevarnost je taka čist, ki jo že poznamo iz prejšnjih tehnologij, ne, recimo social media. Ne. Ja, social media share sovražni govor, ljudje se vedno manj strinjajo, ljudje vedno več hočejo ekstremnih pogledov in tako naprej. Ne. Se pa to je bolj povezano z ljudmi, ampak ima tudi neke negativne učinke. Ne. In tukaj tudi, ne vem, umetna inteligenca, verjetno bo kjero službo zamenjala, verjetno bo kakšno stvar v bistvu optimizirala na način, da nekaterim ne bo všeč, mogoče bo lahko generirala fake videe in tako naprej. Se pravi, te rizike že poznamo nekako, so pa mogoče še potencirani z temi novimi sistemi. Drug nov riziko je pa ta, kot je ga že Boris omenil, en primer, da če ti imaš nekaj, ki je pametnejše, bolj sposobno od tebe, je malo iluzorno pričakovati, da boš to kontroliral. Živali nas ne kontrolirajo, mi kontroliramo njih. Se pravi, zakaj bi bo tukaj karkoli drugače? In te konkretni riziki so recimo ta, da ti postaviš en cilj, ampak pol ta AGI ima neke svoje sub-cilje, ki v bistvu niso v skladu, se pravi, moraš to dobro specificirati, to je ena stvar, pa so neke nove discipline, ki so neke nove sposobnosti, ki sploh nismo vedeli, da jih ta sistem že ima, recimo primer je v neko delanje nekih kemikalij in kemijskih konstruktov, potem je tudi ta preskok v sposobnostih, ki je zelo hiter, ki v bistvu se zdaj zgodil v 2 letih, tako da smo mislili, da bomo to za to rabili 10 let, pa je v bistvu bilo v parih mesecih. Ta zadeva in vse te zadeve pridejo do glavnega problema, ki je, če bo to enkrat sposobno si postavljati neke svoje cilje, a bomo mi lahko to tako sprogramirali, da bo to vedno dobro za ljudi. In temu se reče alignment problema. In to je ta glaven problem, ki je malo še v prihodnosti. Se pravi, kako vi vidite te nevarnosti, konkretne danes, pa mogoče potencialne v prihodnosti. A ste zaskrbljeni sploh? Ja, jaz sem kar zaskrbljen. No? Tako, mogoče sam, da se mečkaj komentiram, Jaša, ki si rekel, da načeloma sistem, ki je manj inteligenten od enega drugega, unga bolj inteligentnega ne more zares kontrolirati. Jaz se s tem strinjam, ampak samo v primeru, če je ta razmik v inteligenci dovolj velik. Mislim, da sistem, ki je za 1% manj inteligenten, ima to možnost, recimo, če ima neke okoliščine v okolju, ki mu dajo neko prednost. Mislim, recimo, lahko je tudi nekdo v zaporu, naprimer, pa je precej brihten, ampak ne pa toliko, da bi nujno znal ven priti. Pa ga lahko kontrolirajo manj inteligentni, potencialno manj inteligentni subjekti. In ravno ta razkoraka med inteligencami je tle zanimiv in tle obstajajo 2 poti, recimo potencialni razvoja, in sicer fast pa slow take-off, torej hitri pa počasen vzlet. Mogoče je to zanimivo malo opisati. Torej, doskrat so te ljudje, ki se bojijo predvsem eksistencialnih tveganj, povezanih z umetno inteligenco, predvsem zaskrbljeni nad tem hitrim vzletom. To bi pomenilo, da v bistvu imamo nek umetno inteligenten sistem, ki se sicer tako razvija, ampak nič kaj je zelo preveč hiter, potem pa se v bistvu zgodi nek preskok
zelo nenadoma, ne, mogoče v roku praktično lahko minuta, ko dobi eno sposobnost v bistvu nadaljnega izboljševanja samega sebe, naprimer, ne, in nenadoma pride v to zanko izboljševanja in je takoj v bistvu preseže to mejo splošne umetne inteligence in gre v bistvu na nivo neke splošne super inteligence, pač v bistvu ne vemo, kje je meja. Ja, lahko se tudi tako reče, ampak skratka, pol imamo enkrat sistem lahko, teoretično, govorim teoretično, ki je mogoče 100-krat bolj inteligenten od najbolj inteligentnega človeka. In se to lahko zgodi potencialno čez noč. Skratka, to je ta scenarij hitrega vzleta, ki nekatere zelo skrbi. Zdaj, ta počasni vzlet pa pomeni, da v bistvu imamo mi še vedno lahko sistem, ki je na poti tega, da postaja superinteligenten, ne samo, da so te spremembe bolj zvezne. In načeloma je ta scenarij boljši, ker vseeno omogoča nekaj prilagajanja, tudi ni nujno, da imamo zdaj en sistem, ki dominira ostale, ampak je verjetno bolj neka ekonomija teh sistemov. Zdaj trenutno vse kaže, recimo, da smo v tem scenariju. Torej, imamo sisteme, pridobivajo inteligenco, ampak vsem z neko stopno zveznosti, ki je sicer zdaj lahko kar še vedno precej hitra, ampak Boris. Kar, Klemen, sorry. To, kar si rekel, da imamo različne sisteme zdaj, ampak sej videli bomo, da bojo te sistemi lahko začeli tudi sodelovati med sabo. Se pravi, če imaš ti GPT-6, ki ima dostop do interneta in se lahko obnaša kot agent, oziroma tudi lahko zakrinka sebe kot človeškega uporabnika in gre na drug AI sistem, ki je v določenih parametrih boljši od njega in ga uporabi za tisto nalogo, ki jo ima. Se pravi, konvergenca vsega, kar na internetu obstaja, se mi zdi nek tak laično, nek tak ful verjeten scenarij in v bistvu sploh nima veze. Ne vidim te inteligence kot ločene. Se pravi, GPT od OpenAI je neka ločena inteligenca, potem te neko odprtokodni sistemi so ločena inteligenca in se razvijajo skupaj. A vidiš ti tudi to konvergenco možno? Jaz mislim, da je realno, da pridemo do točke, ko imamo mi pač več sistemov, ki ima vsak svoje cilje. Torej, oni sodelujejo samo do te mere, kad jim teorija iger to nalaga, da je smiselno. In pač te sistemi bodo zelo dobro poznali teorijo iger in se bodo skladno z njo odločali lahko. Ne vidim pa nujno, da bi se, kako bi rekel, zlil v en sistem. Ali pa recimo, da bi imel en sistem toliko prednosti pred vsemi ostalimi, da bi jih, kako bi rekel, podjarmo ali karkoli. Zajahal. Malo slikovite debate. Ampak tako, pač nevarnost mislim, da obstaja. Zdaj, problem, ki pa je prisoten trenutno, je pa, da je taka nedeterminirana nevarnost to. Recimo tudi tisti, ki pač opozarjajo na te nevarnosti, dostikrat nimajo nekega zelo razdeljenega scenarija sestavljenega, kako pa naj bi se to zgodilo, v bistvu izhod pa naj bi, recimo dostikrat dajo te, bom rekel, mentalne eksperimente, v smislu, recimo sistem dobi neko nalogo, hoče jo opravljati, ampak zraven pa recimo pol ugotovine, da če bo pridobil še to pa to pa to, bo lahko to nalogo opravljal boljše, kar pomeni, ne vem, mogoče si zaželi, da prevzame kontrolo nad tem, da se izključi, da pridobi veliko denarja, zato ker pač tipično denar pomaga pri izvajanju ciljev. Skratka, da se pojavijo te stranski cilji in potem v eni točki v bistvu začne delati stvari, ki so popolnoma neporavnane s tem, kar smo si v bistvu mi od njega na začetku želeli. Samo, ko bi rekel, ni pa, dostikrat pa ni zelo tako, se pravi, na nivoju miselnih eksperimentov je. Sam eno tukaj stvar bi sam dodal, jaz se absolutno strinjam in tudi eden izmed razlogov, zakaj nekako nisem zelo zaskrbljen, je zato, ker nisem še našel neke resne razlage, kako bi se to zgodilo, ampak seveda,
kako bi mi to vedeli, kako se bo to zgodilo, če pa se še ni zgodilo. Ne? Se pravi, to je iluzorno pričakovati. Ampak, kar si ti rekel, ta slow take-off pa fast take-off, v smislu sposobnosti je to bil relativno fast take-off zdaj, a ne? V primerjavi s prej. Medtem ko drug element tega celotnega problema je pa tako imenovani governance, ne? Se pravi, kako mi to kontroliramo, vodimo nekako plansko vse to. In to, da imamo mi te modele open source, to, da se lahko, ne vem, milijone ljudi igra s tem, da ima te modele dostop do interneta in to, tukaj smo pač to odprli in tukaj smo sigurno as fast take-off as possible. Ne? Ja, ne, fast take-off po vsej svoji definiciji, ne, mislim, še vedno mi lahko to dojemamo kot fast, to se strinjam, stvari se hitro odvijajo zdaj, definitivno, ne. Ampak tako, ta tipičen fast take-off res pomeni tisto, ne, en sistem v eni točki mu naredi klik in preskoči na nek nov nivo in uide. In mislim, tako okolje sploh ne zazna, da se je kaj dogajalo. Recimo scenariji, ki jih opisujejo, ne, ko delajo te miselne eksperimente, nek raziskovalec, ne vem, v Googlu je pač dal laufati nek algoritem, recimo čez noč, pa je šel domov, tista stvar se uči in pol doseže nek ta preskok in gre v nek nov modus operandi in ne, skratka, zaenkrat česa tacga nismo videli, ne? Še vedno pač smo bili po moje v tem bolj slow take-off, še vedno je to take-off, ne? to je pomembno, ne? Sam pač ni pa ta arhetipski, tako kot je tipično predstavljen fast, ne? A lahko jaz o Jašo nekaj vprašam? Če mi lahko, Jaša, razložiš, kako lahko rečeš, da nisi zaskrbljen na podlagi vseh informacij, recimo, ki se zdaj pogovarjamo. Ne? Da mi sam to razloži, ta miselni state. Se pravi, nisem zelo zaskrbljena. Ne? Zakaj nisem zaskrbljen? Ena stvar, zakaj nisem zaskrbljen, je, da se še ni nič kaj tazga zgodil konkretno, ko bi rekel, wow, na to so pa opozarjali, ne vem, neki strokovnjaki z miselnimi eksperimenti, pa se je res zgodil, pa ne vem, 3 vlaki so izterali, ne vem, nek strup v neki hrani je bil iznajden s temi modeli in tako naprej. Se pravi, zaradi tega, to je eden izmed razlogov. Drug razlog je pa, da ta preskok, da ta model dobi sebstvo, agentstvo. To se mi zdi je bistven preskok. Ko bo ta model delal stvari, ki jih mi mogoče sploh ne bomo zaznali, jih ne bomo razumeli, kako so se sploh naredile in jih v bistvu ne naredili, ne? Se pravi, šli nazaj, to bo pa nek ogromen preskok. In tukaj se mi zdi, da trenutno sploh še ne dojemam, kako se bi to zgodilo in zato ne morem biti zaskrbljen, čeprav razumem, da ko se to zgodi, to pomeni, da genie is out of the bottle, ne? Ampak to je potencialno in za potencialne stvari, ki se lahko zgodijo, pa jih ne razumem, kako se bodo zgodile, nekako nisem sposoben biti zaskrbljen. Ene par komentarjev, no? Recimo to, kar si omenil glede sebstva pa teh agentovstva. Jaz mislim, da v bistvu to, da bi si sistem nekako postavil nek svoj izhodiščni cilj, ni nujno pogoj za to, da se začnejo dogajati neželeni učinki. Torej, mi lahko damo enemu sistemu en dobro nameren cilj in pač ta sistem, če ga pogledamo sam po sebi, to, kar resnici on hoče, je samo ta cilj izpolniti. Torej, on noče nekih svojih ciljev imeti. Recimo, samo, kot sem prej omenil, en primerček tukaj, Ja, tak ful lep primer, kako lahko Miselni eksperiment. kako lahko slabo sprogramiraš v bistvu cilj. Se pravi, imaš AI, robota, nekoga, ki ima neko moč nad
manipuliranjem zunanjega sveta. In mu rečeš, lej, otroci se igrajo na igralih, a lahko ti poskrbiš, da otroci ne padejo, ne? Da se ne poškodujejo. In on, ker je ta cilj zelo slabo definiran, zelo slabo sprogramiran, on najde v bistvu opcijo, da če otrok ni, če ne obstajajo, če so mrtvi, se ne morejo poškodovati. Ne? In v bistvu tak sistem, ki nima sebstva, ki nima čustev, ki nima zmožnosti v bistvu zmožnosti razumeti nas, kaj je pa naš večji cilj od tega, kar sem ga dal, ne? Bi lahko naredil nekaj groznega. Ne? Tako, sam nek tak primer. Ja. Evo, to je dober primer, Klemen. Imam pa tudi repliko, ne? Ker recimo doskrat se to navaja, ne? Pač med ljudmi, ki jih skrbi, ne? Navajajo take situacije, ne? Ampak jaz sem kar prepričan, če bi ta scenarij recimo ti zdaj napisal v GPT-4, ne? Pa bi ga vprašal, ne, kako bi pa on zdaj to rešil, ne bi dobil ven kakšne variante, ki bi vključevala razne smrti otrok in tako naprej. Razen, če bi to prav eksplicitno mu specificiral, pa še pol bi verjetno zaradi teh filtrov, ki jih ima rekel, ne. Zaradi filtrov. To pa ni ok. Exactly, ampak to je nova koda. Ja. Zdaj jaz sam pravim, da je bil slabo sprogramiran cilj, ne. Ni imel okvirjev, ne. Ampak tako je, ne, če imaš ti agenta, ne, ki ima neko zavedanje konteksta, ne, in GPT-4 ima precej konteksta, ne bo načeloma konvergiral k takim rešitvam ciljev. Ne, tako da, ampak tisto, kar je pa problem, ne, je pa nekaj, čemu se reče instrumentalna konvergenca strokovno. Ne. To gre pa v bistvu za ta efekt, ki sem ga prej malo predstavil. Ne. Torej, sistem dobi cilj, ne, in potem se izkaže, ne, da različni sistemi, ne, imajo v bistvu pol neko tendenco postavljanja podobnih podciljev, ki pa so problematični. Ne. To je pa tisti del, ko recimo ne ugotovijo, da lej, če hočem ta cilj narediti, moram imeti možnost preprečiti, da sem izključen. Ne. Ker če me izključijo, pol sigurno ne bom tega cilja naredil. Ne. Ali pa recimo prej omenjen denar in podobne zadeve. Ne. Tako da to je pa težje pol kontrolirati. Ne. Mislim, ta kontekstni okvir ni dovolj, zato da bi zaviral pač to instrumentalno konvergenco sistemov. Plus, da tudi, kar se je tudi pojavilo, da so neke sposobnosti teh modelov, ki recimo ti daš open source in je z vsemi dostopen, niso vse pretestirane. Se pravi, nekaj je sposoben narediti, ki ne bi hotel, da je sposoben narediti, pa v bistvu zdaj je v zuniji in to bo en lahko naredil. Ne. Ta primer je ta neki kemijski eksperimenti, tega koda za to. No. Ampak nevarnost, ki bo sigurno prišla, je to, da, in to je bo vedno isto. Mi ustvarjamo stvari, mi ustvarjamo avto, mi ustvarjamo internet, mi ustvarjamo to. In logično, ljudje imajo svoje interese in eni ima interese, ki so v skladu z njimi, pa svojo družino, pa s 5 ostalimi, pa je to, pa jih briga za vse ostalo. Nekateri ima interese državne in tako naprej. In seveda, internet je prišel in je tudi prišel Silk Road. Ne? Mislim, vse, kar je možno, se bo naredil. In tukaj s temi modeli, seveda, bo imel dostop do teh modelov tudi akteri, ki mogoče hočejo komu škoditi. In to je samo v bistvu cela ta tekma interesov se bo samo še dvignila in potencirala. Ne? Se pravi, to se mi zdi prva stvar, ki bo prišla, da bo en to uporabil za nek big damage nekomu drugemu. Ali bo to cyber attack, ali bo to nuklear, ne vem, karkoli reprogramming, kjerkoli stvar bo. Tukaj ima zdaj en tool, ki mu bo to omogočil. Ja, tole sem hotel komentirati v bistvu že prej, ne, kar se tiče odprtokodnosti teh modelov. Ne. To je v bistvu tak izrazito meč z dvema reziloma. Ne. Pač, recimo, če smo v scenariju, ne, ko ne bi bilo nobene odprtokodne umetne inteligence, skratka, vse bi bilo bodisi pod kontrolo velikih korporacij, bodisi držav, ne, bi pravzaprav mi kot družba dejansko lahko se znašli v nekem fast take-off scenariju. Ne. Pač, skratka, tam bi se nekje razvil nek sistem, do katerega ne bi imel noben dostopa, in potem taka bi v bistvu imel kontrolo nad njim, v bistvu v eni točki bi lahko se znašel, da ima v rokah nek super intelligence, ki bi ga pol v trenutku lansiral v družbo, z zelo potencialno negativnimi posledicami. Ne.
recimo odprtokodnost teh sistemov ravno to preprečuje. Ne? In ne samo to, ne, pač če izpostavimo problem alignmenta, ne, kot tak, ne, kot strokovni problem, a si upamo privoščiti, da na tem problemu dela samo peščica ljudi v korporacijah, pa mogoče na kakšni pooblaščeni univerzi, ali bi mogoče raje videli, da se cel svet ljudi ukvarja s tem. Ne? Ker konec koncev tudi pri alignmentu je vprašanje alignment koga, ne? Katere cilje bomo poravnali z umetno inteligenco. Ne? Čim to prevzame ena specifična entiteta, je to takoj težje zagotavljati. Če pa celo človeštvo potencialno lahko s tem ukvarja, je po moje večja verjetnost, da nam bo na koncu uspelo. Ja. Se pravi, ta odgovor ljudi, ki rečejo, dajmo to zavirati, dajmo to pač ne dati open source, počasneje, nek ban je bil neki podpisan na internetu, argument, da v bistvu mi bomo to lahko lažje kontrolirali in te probleme bolj reševali, te nevarnosti, če bomo v bistvu bili open glede tega, to je valid argument, ne? To je pač it could be like this, ne? Ja. Sorry, Klementolo bi še dodal, ker mislim, da je ful relevantno tle. Pač, evo, zdaj smo imeli mi trije malo to debato, ne? In smo se ful fokusirali na te negativne scenarije. Ne? In pa se jaz predstavljam, ko nekdo recimo to posluša, ne? In se lahko vpraša, pa dobro, pa zakaj pa hočemo to sploh delati? Ne? Pa kaj, a ste vi sploh prisebni, zakaj hočete razvijati eno stvar, ki potencialno se tle pogovarjate, ne vem, da bo prevzela nadzor nad človeštvom, pa šla izpod nadzora, zakaj sploh delate to? To je ključno vprašanje tukaj, zakaj pravzaprav to delamo? In to dostikrat pol ni naslovljeno v teh debatah o nevarnostih umetne inteligence. V osnovi problem je ta, da imamo tle v rokah potencialno ali pa blizu tega neko tehnologijo, ki jo lahko uporabimo, da vse ostale probleme, ki jih imamo, rešimo. Od zdravja do energije, do pač karkoli si skoraj lahko zdefiniramo, verjetno z dovolj zmogljivo umetno inteligenco lahko rešimo. Tako da to je pol tisto, kar žene ljudi, da vsem hočejo to delati. In zdaj bi radi to naredili, pa ob tem ne pač končali sveta. Tako da mogoče dobro poudariti. Ja, ful dobro, pa se mi zdi, da je tako to neka poker igra zdaj, ki jo igra človeštvo. In zdaj smo mi dobili karte in so ful dobre karte. Ne najboljše možne, ampak ful dobre so. In zdaj odločam se, koliko bom jaz stavil. In zdaj v tem primeru jaz vidim, stavim svoj life, svoje otroke, svojo hišo, vse, kar imam v svojem življenju, sprav človeštvo tako, jaz dam zdaj na mizo. Je velika nagrada, rečemo, da dobim vsa bogatstva sveta, ampak risk reward, tukaj je res, mislim, saj tako jaz vidim, v vesolju imaš ti mnogo večjo verjetnost za kaos, kakor za red. Se pravi, ful lažji je avto razstaviti, da ne bo delal, kakor ga sestaviti točno tako, da bo delal. In zdaj mi pač drvimo v neko prihodnost z neko tako tehnologijo ali pa inteligenco, močjo, in vemo v zgodovini, da nismo znali dobro te moči manevrirati. Se pravi, Hitler je bil tudi produkt evolucije. On je imel neke cilje za reprodukcijo, imel je neke cilje za dvigovati se po neki hierarhiji, ampak te cilji so bili zelo neusklajeni, pa je imel generalno inteligenco oziroma splošno inteligenco, te cilji so bili zelo neusklajeni s človeštvom. To vemo, to zdaj lahko rečemo. Zdaj pa bo ta moč šla krat milijon, se pravi, imamo nekega Hitlerja, ki ima moč milijonkrat večjo od tistega Hitlerja zgodovinskega. Ne vem, v katero smer bo to šlo. Meni se zdi odgovor tako nekako zelo jasen po tej logiki, ki sem jo zdaj dal na mizo. Ok, ampak jaz bi rekel, da mi lahko veliko zvemo tudi iz zgodovine, kako smo neke zadeve bili sposobni kontrolirati ali pa nismo bili sposobni kontrolirati. Recimo, kaj je bil res driver
na koncu nekih odločitev, kaj bomo naredili z stvarmi. Eden glavnih driverjev, ki je še zdaj zelo prisoten, je, ali bo to ekonomsko koristilo. Ali bo to meni ekonomsko koristilo, moji organizaciji, ljudem, ki so trenutno na svetu, če bo, pa bom verjetno to naredil. Se pravi, ta driver je zelo, zelo, zelo primarni. In tudi tukaj danes ljudje in ne vem, firme seveda govorijo o tem, da je to nek riziko in tako naprej, ampak večina njih pa to še vsem posprobala, ker vejo, da hej, če mi to ne bomo sprobali, bo en drug sprobal in pol bo oni to hitreje lahko neki kodirali in pol mi ne bomo competitive in mi to moramo. Se pa ta ekonomski driver, fear of missing out, vse to tukaj nekako gre v to smer, da pač vse stvari sprobavajo. Mi stvari sprobavamo, a mi kontroliramo social media. Nekega hočemo kontrolirati, ampak ga v bistvu ne kontroliramo. Se pravi, že veliko stvari se je samo razvil. Internet, a mi kontroliramo internet. Nekaj kontroliramo, ampak internet raste levo, desno, gor, dol. A mi kontroliramo populacijo. Nekaj kontroliramo, ampak raste, gre dol, kukar gre. Se pravi, to, da mi smo v kontroli, kaj se s svetom dogaja, je že zdaj itak iluzorno. Nekaj smo, veliko stvari pa sploh nismo. Evo, bom predstavil en distopični scenarij, ki je zelo povezan z željo po kontroli. Torej, ena opcija, ki jo imamo za razvoj dogodkov, je, da bi recimo neka entiteta, lahko je tudi skupina vlad ali neka korporacija, da se odloči, zdaj pa dost. Zdaj bomo pa preprečili nadaljni razvoj. Po možnosti se mora to recimo nekdo odločiti, ki ima toliko prednosti pred ostalimi. Nima še sistema, ki je tisti fast take-off superinteligenca, pač pride do ene točke in se v bistvu odloči ustaviti vse. In potem si tako predstavljamo nek popolnoma z umetno inteligenco podprt avtoritarni režim, ki proba kontrolirati vse in vsakogar, primarno s tem namenom, da bi preprečil, da pride do neke boljše superinteligence, ki bi pa lahko neke širše spremembe povzročila, ki jih pač ta entiteta smatra za neželene. Ampak jaz še vedno smatram recimo tak scenarij kot distopijo, ki bi v bistvu probala bi nekako ustekleničiti človeštvo tako, kot je zdaj v tem trenutku in ga z uporabo tehnologije v tem snapshotu do nadaljnega držati. Mislim, vprašanje je, ali bi to ultimativno uspelo, ampak potencialno bi pa lahko to zamrznili, za 100 let, naprimer. Ja, sej gremo lahko naprej na naslednjo debato, ampak hočem samo povedati, da jaz v bistvu mislim, da sploh ne moramo tega ustaviti, tako da jaz nimam niti želje ali pa predloga, da bi rekel, da bomo mi to ustaviti, ker mislim, da je to nemogoče. Mi bomo šli, efekt je, da človeštvo gre tja, ker je v bistvu zaklad na koncu je prevelik. Jaz sam pravim, da ne vidim velike verjetnosti, da bo red iz tega izšel na mest kaosa. Samo to. Žal. Mogoče bi sam prej zaključimo to rekel, da za ljudi, ki so radovedni malo, kako pa izgledajo teli časovni horizonti, kdaj pa mogoče lahko pričakujemo to splošno ali šibko splošno umetno inteligenco. V bistvu je neka spletna stran, ki se dostkrat navaja v povezavi s tem, Metaculus, tam ljudje dajo napovedi različnih stvari, med drugim so tudi gor vprašanja povezana s tem, in recimo eno vprašanje je, kdaj bo javno oznanjen prvi sistem šibke splošne umetne inteligence. In recimo, če gremo pogledati v začetku lanskega leta, januarja, je bil ta datum 2040. To je bila povprečna napoved. Trenutno pa je marec 2026. Torej manj kot 3 leta stran. Glede na dosedanji trend padanja vsega tega,
je moje pričakovanje, da bomo še porezali vsaj kakšne par mesecev, če ne še kaj več tega. Ne. Tako da zadeva je nekako tik pred vrati. No. Skratka, Kako pa oni definirajo to šibko splošno umetno inteligenco? Ja, definicija je mal konvoluted, ali kaj bi temu rekel, ne, pač inteligenca, ki prestane neko obliko Turingovega testa, ne, ki doseže 90% na nekem Vino Grande common sense datasetu, recimo GPT-4 je zdaj na 87,5, mislim, da ne, tukaj konkretno pol, da dovolj dobro opravi SAT teste, te ameriške, to mislim, da je GPT-4 že presegel, potem je pa še en pogoj glede teh Atari iger, eno od teh najbolj splošnih, ne, da jo more tudi z dovolj malo preteklega igranja uspešno rešiti. Ne. Tako da to mogoče zdaj GPT-4 še ne bi znal, Turingov test je tudi debatable, ampak tako, zdi se, no, da smo precej blizu no, temu. No, tako, ni... Mislim, bi bil presenečen, če ne vem, GPT-6 recimo ne bi teh pogojev izpolnil. No, tako. Verjetno veliko ljudi zanima, kakšen je pa release schedule od OpenAI-ja za 5, 6, a Boris, a si to kaj spremljal? Pa a se že kaj ve, kaj bi sploh 5 drugačnega vsebovala kot 4? Ker mislim, da tudi 4 ni v celoti dostopna v smislu, da bi lahko uploadil slike, recimo, da bi vse te stvari, ki so v bistvu bile glavni preskok med 3 pa 4. Torej, OpenAI je, seveda so malo skrivnostni glede teh stvari, jasno. Ne. Rekli so, ne, da trenutno 5 ne trenirajo. Ne. Nakazali so tudi, da verjamejo, da se je počasi izpel ta del, ko se je v bistvu sposobnost modelov povečevala samo z večanjem števila parametrov. Tako da zdi se, da se je smer obrnila v to, ne, da bomo imeli manjše, pa vsem bolj zmogljive modele. Ne. Načeloma ne vemo. Ne. Skratka, ne vemo. Recimo GPT-4 so pol leta testirali, preden so ga javno objavili. Ne. Tako da tudi recimo, če grejo v trening 5, pa ga zaključijo, bodo najbrž kar dolgo in glede na to, da bo šlo za bolj kompleksen model, bo verjetno tudi to obdobje testiranja in validiranja še daljše. Ne? Tako da, ja, ni pričakovati, no, da bomo imeli naslednjo pomlad, po moje, nov GPT-5, razen če bo primerljiv model kakšna druga organizacija razvila, kar je pa tudi čisto možno. Ne? Ja, jaz bi mogoče šel rajš na to tematiko, ker se povezuje s tem, da bi ti, Boris, v bistvu mal opisal landscape, pa Jaši, zanimivih stvari, ki vidiš, da se dogajajo, pa te odprtokodni poizkusi in podobno. Ne? Pa gremo lahko pol kasneje na naše projekte, ker se mi zdi, da to dobro nekako bolje povezana tematika. No? Ja, res smo se malo dotaknili že prej, ne, te odprtokodnosti. Ne. Torej, zdaj, ko so se pojavili modeli, ne, kot je bil recimo GPT-3 na začetku, ne, je šlo za zelo velike modele, ki so bili popolnoma centralizirani, izredno dragi za učenje, nepredstavljivo dragi, tudi za samo inferenco, ne, torej za samo izvajanje modela so bili potrebni ogromni resursi, ne, tako da v bistvu se je odprtokodna pa akademska skupnost se je čutila kar popolnoma izolirana naenkrat, ne, kar se tiče teh modelov, ki so, rečem, state of the art. Ne. Zdaj, potem seveda smo delali na optimizacijah na vseh možnih koncih in krajih. Ne, in en tak zanimiv, mogoče na nek način prelomen trenutek, ne, se je zgodil letos, ko je Meta izdala ven svojo to serijo Llama modelov, ki so bili v bistvu neke vrste replikacija GPT-3, ampak odprtokodna. Edin pač dali so ta pogoja, ne, da ne smejo te modeli biti uporabljeni za komercialno uporabo, ne, kar je pač malo zavirali njihovo uporabnost. So sicer potem seveda prišli ven, ne, tako, da rečem, piratsko, ne, na torrentih in tako. Je pa to vzpodbudilo neverjetno serijo inovacij v odprtokodni skupnosti, kar naenkrat se je ugotovilo, ne, da z nekaterimi pristopi
ki so bili vmes razviti, z vsemi temi optimizacijami, pravzaprav lahko te modele zdaj, ki so enkrat bazično naučeni, jih lahko prilagajamo za ceno, ki je ranga, ne vem, par $100 v smislu stroškov učenja. In je bila zdaj cela serija teh modelov. In zdaj, jaz dejansko mislim, da tale teden, oziroma včerajšnji dan je bil tle kar prelomen, ker je podjetje, sam da pogledam, vedno mi vide iz glave. Tole snemamo 6. maja. Verjetno bo danes objavljen, ampak za vsak slučaj. Tukaj jih imam, ja. Torej, Mosaic firma je objavila serijo MPT modelov, ki so celo boljši, oziroma ta z 7 milijardami parametrov je boljši od, po karakteristikah od ustrezno velike lame. Naredili so pa tudi recimo verzijo, ki ima kontekstno okno 65,000 tokenov, torej dvakrat toliko kot tista ta najbolj močna različica GPT-4, in je pod permisivno licenco, tako da v bistvu je primerno za komercialno uporabo in mislim, da bo to zdaj kar v tem oziru, prvič bo spodbudil še bolj odprtokodno skupnost, istočasno imajo pa zdaj podjetja na voljo en model, ki predstavlja po moje zelo dobro izhodišče, če želijo imeti, uporabljati model, ki je popolnoma pod njihovo kontrolo, deluje na njihovi infrastrukturi, tako da bomo videli verjetno zdaj še dodaten boom v tem načinu, da pač ne uporabljamo modelov samo prek API-jev. A lahko ta page pokažeš, sem to, da bomo lahko dali link noter? Ja, lahko, ja. Pa a je to dostopno, a je to možno danes uporabljati? A lahko jaz recimo grem na ta page pa to uporabljam? Torej, tukaj je zdaj link do blog posta, kjer so oni pač predstavili te rezultate. Te modeli so objavljeni, lahko se jih da dol naložiti, zdaj nekje tle so linki. V bistvu je celo več različic modelov, pač optimizirani so za različne namene, tako da recimo tle je tale bazični, to je recimo tale Storywriter, ki sem ga omenil, ki ima 65,000 tokenov. Se pravi, jaz to zdownloadam, Boris, in v bistvu koliko jaz rabam znanja, da to vzpostavim na svoji mašini? Mislim, glede na to, da imaš zdaj na voljo GPT-4, ki ti lahko pomaga pri reševanju tehničnih težav, mislim, da ni nobenega razloga, da ne bi ti to uspelo vzpostaviti. Edino, kar boš potreboval, je pač neka grafična kartica, ki pa tudi ne rabi zdaj biti, vsaj za nekatere od teh, zdaj pretirano. A z Macom lahko to uporabljam? Zmogljiva, to pa v bistvu je ali je Linux, ali je Windows to, ali... Verjetno je vezan na GPU arhitekturo, verjetno bi mogel nekdo narediti prilagoditev za tele procesorje. Se bo pa, zagotovo se bo zgodilo, tako da ne boš po mojem rabu dolgo čakati. Ta druga zadeva je pa StarCoder. To je pa v bistvu model za generiranje kode, ki ima tudi, bom rekel, zelo veliko kontekstno okno, 8000 tokenov, in je načeloma, bi tako lahko rekli, po zmogljivostih mogoče primerljiv z zmogljivostmi, ki jih je imel tale Codex model od OpenAI, pač recimo lani, ne vem, jesenija. To, kar je bilo recimo v GitHub Copilotu takrat, je zdaj odprto kodno na voljo, ravno tako, s permisivno licenco za komercialno uporabo, tako da mislim, da bo tle tudi zdaj veliko enega inoviranja za uporabo modelov za kodo. Boris, a te lahko samo vprašam, recimo za neko firmo, neko skupino freelancerjev, karkoli, neko strukturo, ki bi pač to uporabljala, kaj je v bistvu dejansko glavna razlika, če uporabljaš nek open source model, ki ga imaš na, ne vem, svoji infrastrukturi, pa
nek komercialni model z API-jem. In kaj jaz hočem te vprašati, je to, da vse, ki ti uporabljaš komercialni API, oni tudi rečejo, ja, te podatki, ki jih boš ti dal v to kontekstno okno, pa to, kar boš dobil nazaj, to mi ne bomo uporabljali in to je v bistvu untouchable. Ne? Se pravi, iz tega vidika ni neke razlike, ali ga imaš na svoji infrastrukturi, ali ga imaš pa tam. Samo iz tega vidika, ali se bo to uporabljalo za druge namene z to firmo, ki ima ta model. Ne? Mislim, se je zelo smiselno vprašanje. Ne? In jaz tudi mislim, da na nekem nivoju ni pravzaprav neke ogromne razlike. Ne? Za marsikaterega uporabnika je pravzaprav boljše, da uporablja stvari prek API-ja. Verjetno bo to bolj varno, marsikdaj tudi cenejše in tako naprej. Ne? Zdaj, je pa kar nekaj uporabnikov, ki pa bom rekel skoraj da nujno potrebujejo take modele. Ne? Torej, veliko podjetij, vsaj recimo podjetij, s katerimi mi delamo, ne, imajo definitivno močne zadržke, ne, glede tega, da bi te podatke pošiljali na OpenAI stran. Dobro, malo manj zadržkov imajo, ne, da uporabljajo OpenAI servis na Azure-ju, s tem, da recimo nekateri pa pač nimajo podatkov na Azure-ju, kaj naj pa potem oni naredijo. Ne, dobro, ne. Kaj pa šele recimo podjetja, ki dejansko imajo pogoje, da morajo on-premise pač take stvari procesirati. Ne? Recimo sploh, če gre za kakšne ful občutljive podatke, naprimer z področja zdravstva. Recimo, ne? Doskrat pa vsem tudi mislim, da je cenovni vidik lahko problematičen. Ne? Recimo zdaj imamo ta odprtokodni model z kontekstnim oknom 65,000 tokenov. Recimo GPT-4 z kontekstnim oknom 32,000 tokenov je razmeroma drag trenutno za uporabo. Ne? Recimo, če bi nekdo šel delati neke stvari z njim, bi bila kar cena, no, hiter naraste. Tako da je pa še en vidik, ta tretji, je pa zagotavljanje tega, da bo ta model dejansko obstajal. Pač to je pomembno tveganje. Recimo Microsoft se lahko odloči en dan in reče, mi bomo zaprli OpenAI Cognitive Service na Azure-ju, pač tega ni več. Ne, sicer bi bilo kontroverzno, ampak lahko to naredijo. Medtem ko če pa ti imaš model na svoji infrastrukturi, lahko sam sebi vsaj jamčeš, da boš pač imel kontrolo nad tem in ti tega načeloma noben ne more vzeti ali pa prekiniti. Tako da bom rekel, bolj kot so občutljivi podatki in problem, ki ga rešuje z njimi, večja je potreba oziroma večje je mogoče zanimanje za uporabo teh odprtokodnih stvari, ki so pod popolno kontrolo tistega, ki jih izvaja. Ampak recimo še tukaj eno vprašanje, mogoče za to debato zaključimo. Če jaz gledam odprtokodne stvari in open source je pač ni neka nova stvar, naprej, mislim, milijon stvari je open source, in jaz pogledam recimo, ne vem, neke data warehouses, neke pipeline monitoring tools, milijon enih stvari je open source, tako in tudi Meta in WeWork in vsi so dajali to open source že prej neke druge stvari. Pa veš, kaj korporacije in firme v bistvu uporabljajo. Pa bomo rekli recimo top 500 največjih firm, ne vem, v Ameriki, kjerkoli. Vidiš, da ne uporabljajo ful veliko open source in pol kupujejo neke stvari od nekih providerjev in ni čisto, da oni sploh razumejo vse benefite, ampak se mi zdi, da dosti, ko reče, open source je, to se mi zdaj ne da, ne vem, ne bom tega delal. In a se ti zdi tukaj, da pri teh modelih, GPT-jih in tako naprej, bo pa nek drugačen preskok, pa bojo mogoče full firm tudi open source uporabljale. Ja, jaz sem tle, bom dal tako malo kontroverzno vprašanje. Kaj pa Python, na primer? Mislim, kjera firma, recimo, ki dela trenutno machine learning, pa ne uporablja tega. Mislim, vse so, ampak to je eno, drugo pa recimo sem imel priložnost od nekaterih vendorjev videti, kaj dejansko stoji v zadnji za njihovo rešitvijo.
In stoji pol open source, ne. In v bistvu zadeva tako zgleda, kot da vzameš 35 open source knjižnic, pa jih skupaj povežeš, pa rečeš, super, lej produkt. Mislim, vse je fajn. To, da si ti preveril, da je to vse interoperabilno, pa da deluje, to je dodana vrednost. Tako da pač je upravičeno, da lahko rečeš, lej, to je zdaj produkt, ki vam bo olajšal upeljavo tega. True, ampak veš, na koncu, ko pogledaš, kaj je odzad, open source. Tako da ja. Jaz mislim, da podjetja pač predvsem dostakrat iščejo, da je ena stvar nekako preverjena in da je razmeroma enostavna za upeljavo. In zdaj, dostakrat pol je tako, če ti čisto surovo vzameš eno novo odprtokodno knjižnico, mogoče je to lahko včasih kar problem. Če pa zdaj zaupaš vendorju, da je naredil vse to preverjanje, mogoče pointegriral kakšne stvari skupaj, boš pa z veseljem to uporabljal. Ne boš imel sam po sebi zadržka, tle pa open source element od zadnja. To je moj pogled. Ja, mogoče gremo lahko zdaj kar na Jašo, pa malo me zanima recap zadnjega meseca v povezavi s to tehnologijo, ne? V tvojem delu ali pa kaj ti opažaš pri svojih klientih ali industrijah, ne, v katerih delaš. Pa lahko mogoče poveš še enkrat, kaj delaš, ker mogoče je dosti poslušalcev novih. Ja, se pravi, jaz sem v AI Data timu v Deloitu, tukaj bolj na strani data, se pravi od data governance, data management, data catalogs, data architecture, data quality, se pravi bolj za pripravo podatkov, da se jih pol uporablja za razne namene. Ne? Se pravi, tukaj nisem jaz toliko na AI strani. Čeprav ta zadeva nekako ima use cases čez celotno data value chain. Se pravi, tudi v data managementu, danes recimo glavna stvar je, ena stvar, ki jo klienti hočejo je, ja, mi imamo ta source, pa v bistvu imamo ta cloud data warehouse, pa imamo ta layer podatkov, pa ta layer, in pa imamo neke reporte, in pa imamo neke userje, in pa imamo eksterne userje. In v bistvu nimamo tako enega načina, kako bi dal nek clean data marketplace. Se pravi, nek layer above, da v bistvu vsi lahko vidijo, kjer so te podatki, imajo metadata, imajo, ne vem, how this is used, and then also imajo tudi te integracije z raznim API in tako naprej. Se pravi, tukaj za en data marketplace je absolutno veliko interesa, da bi ti lahko v bistvu z natural languageom v bistvu vprašal, kje podatke imamo in ti pol to da in ti pol lahko to kaj o teh podatkih pove in tako naprej. Se pravi, to je en use case. Zdaj pa, kaj pa konkretno mi, nekako naša firma dela, to so vse neke zadeve, ki so v nekih pilotnih fazah, se pravi, niso v produkciji nekjer še, ampak grem lahko samo čez eno tako listo. Imamo nek model, ki gre v bistvu čez research paperje, nove, trenutne, in ti v bistvu da neke povzetke. Se pravi, to je ena stvar. Se pravi, pogovarjaš se lahko z njim in ga sprašuješ o vsebini teh papirjev. Ja, se pravi, in to recimo, in to je ena stvar. Druga stvar, ki se mi zdi ključna za nas, je, da naš glavni nekako content IP, se pravi intellectual property, so vse stvari, ki jih mi v bistvu delamo, ne vem, s klienti ali pa neki proposali, tega je milijon. Se pravi, mi v naši firmi imamo, ne vem, tech stack strukturo od, ne vem, 500 firm in tako naprej. Se pravi, ampak to so neki dokumenti, to so neki teamsi, to so neki repozitoriji, to je neka koda, to je milijon enih stvari. In tukaj mi zdaj dajemo čisto konkretno te proposale v en model, ki bi nam lahko v bistvu povedal točno za naše vprašanje, kaj je dober odgovor, pa tudi alociral, kje smo to že delali, in ti dal tudi link do tega dokumenta. Se pravi, nek super powerful internal search engine. To je ena stvar. Pa imamo nek coding zadevo, ki ti piše dokumentacijo, pa unit testing. Se pravi, tukaj se bo tudi ful veliko naredil, ker
ti moraš vedeti, da recimo consulting firme imajo, ne vem, mi imamo 50,000 ljudi v Indiji, ne? In ne vem, 35,000 od teh ljudi ima neko zelo specifično specializacijo in v bistvu neki kodera. Ne? Isto ima Accenture, isto imajo, ne vem, Tata Consultancy, milijon. Se pravi, tukaj, da boš ti lahko te stvari hitreje naredil, je game changer. Ne? Pol, kaj pa mi konkretno delamo pri klientih, se pravi, jaz imam 2 projekta in en projekt je pri klientu je full focus na documents. Oni rečejo unstructured data, ampak v bistvu documents, se pravi, dokumenti so glavni. To so policies, contracts, milijon enih stvari in oni tukaj hočejo v bistvu imeti nek document management sistem in seveda, če imaš ti možnost, da to ti v bistvu queryjaš v natural languageu, je super powerful, ne? Ker danes ti to iščeš, poleg ga vprašaš, kje je ta dokument, kaj je sploh noter, pa moš prebrati te dokumente, da pol vidiš, aha, to moram narediti, pol vidiš, to je nekaj nekonsistentno, se pravi, tukaj se veliko časa zapravi. Se pravi, to je en projekt, ki bo šel v to smer. Drug projekt je pa se mi zdi še bolj zanimiv, je pa to, da to je ena firma, v tej neki healthcare, life science industriji, ki dela analitične produkte in ima milijon enih konsumerjev in velik value je tudi v tem, da ti daš te podatke, predstaviš in pol ljudje gledajo, skozi grejo in rečejo, aha, to je pa za mene uporabno, se pravi, dosti tega explorative. In tukaj ta data marketplace, včasih se to rekel, mogoče nek data virtualization layer ali pa nek semantic layer ali pa data fabric, tukaj ta natural language absolutno bo core pisane. Se pravi, to je tudi zelo v demandu. Vidim, da se je Klement prisilno poslovil, tako da Kar zanimivo mi je bilo poslušati, Jaša, ko vidim, da imamo, prej smo se pogovarjali o instrumentalni konvergenciji, tako vidim, da v bistvu delamo kar podobne stvari. Na moji strani tudi, v Endavi delamo recimo z Code Generationom, zaenkrat predvsem v smislu internega razvoja, tudi razvijamo svoje dodatke, plugine za IDE, ki bi v bistvu to suportirali z modeli in z uporabo OpenAI in z uporabo teh lokalno tekočih modelov. Kar se tiče knowledge managementa, smo šli v bistvu po 2 linijah. Eno je v smislu, bom rekel, izobraževanja zaposlenih oziroma lajšanja dostopa do informacij. Tukaj smo recimo naredili sistem za transkripcijo teh interno izobraževalnih videov, pa potem semantično iskanje, pa odgovarjanje na vprašanja o vsebinah. Po drugi strani pa zelo podobno kot to, kar si ti opisal. Tudi mi imamo seveda ta problem, ogromno enih materialov, pisnih, razkropljenih na vse možne načine in potem jasno pridejo od strank, RFI in je treba hitro na to odreagirati. Tako da tudi v bistvu je en razvojni projekt, ki ga imamo, kako z uporabo teh modelov to narediti čim bolj gladko. Na strani stranka, mislim, definitivno to, kar se je zdaj spremenilo, predvsem v zadnjem času, da tudi zdaj tečejo komercialni projekti, ki so povezani z implementacijo velikih jezikovnih modelov. Tle bom kar rekel, moja izkušnja, da je še vedno kar močen fokus, to vsem imeti možnost izvajati lokalno, oziroma to imeti pod svojo kontrolo, kar pomeni, da je razvoj zelo dinamičen, ker v bistvu praktično iz tedna v teden se zmogljivosti izboljšujejo, ampak to tudi lahko potegne za sabo, da je treba same te bazične modele menjati, ker nenavadno, to bom rekel, nismo navajeni delati, da bi tehnologija pa njeno spreminjanje tako močen vpliv imeli na samo izvajanje tekočih projektov, v smislu. Absolutno. To, kar smo delali 2 meseca nazaj, brez veze.
Direktno, jaz sem enega kolega, ki je v bistvu začel projekt z pač neko finančno organizacijo in oni imajo milijone enih internih, oziroma ne internih, eksternih websajtov, eni so z loginom, eni so brez in pač hočejo nek tak search chatbot narediti. Ne? In kako bi to mi naredili, oni začnejo nekaj delati, pol pa pride, uleti neka nova stvar, čez 4 tedne in v bistvu, guys, we need to pač rewire, se pravi, mi moramo iti na to novo stvar, ker je to boljša. Ne? Se pravi, čuden je delati, da rečeš, nekaj sem delal, ampak zdaj bom šel nazaj na nekaj drugega, ampak še vsem bo bolj. Ne? Ta način je zelo nov. Ja, pa v bistvu smo začeli tudi razvoj pluginov za OpenAI, ne? To je bila tudi kar zanimiva izkušnja. Ne? Izkazalo se je, ne, da pravzaprav to, kar je OpenAI naredil, ne, deluje precej dobro in ni, bom rekel, razvoj ni težek, ne, sam po sebi. Ne. Bolj smo pa ugotovili, da kje se lahko zaplete, ne, da te sami bazični API, ki se zdaj uporabljajo za nek drug namen, imajo mogoče noter neke pomanjkljivosti, odpravljanje katerih je bolj zahtevno, kot pa sam dejanski razvoj, plugina kot taka. Ne. To je bilo kar zanimivo za videti. Pa mogoče to še, ne, tudi kar se tiče samih agentov, ne, smo šli v tej smeri, ne, recimo kako uporabiti agente, ne, za delegiranje zbiranja informacij recimo iz javno dostopnih virov. Ne. Imamo narejeno eno zadevo, ki v bistvu sej načeloma zdaj podobne stvari, ne, tudi Bing pa OpenAI suportirata, ne samo tle mi imamo kontrolo nad globino, koliko globok search ne izvede. Ker potencialno, če je vprašanje zelo pomembno, si pripravljen tudi kar nekaj plačati, zato da je to iskanje res obsežno pa temeljito. In to je tudi kar zanimiva stvar. A to boste ponudili plugine na tržnici od OpenAI, ali kako razvijate prav za tja svoje lastne? Mislim, v bistvu so bolj za, bom rekel, za naročnike, ne? Tako da bomo videli, ne? Pač na koncu je tako neka odločitev, a pol tudi officially se te stvari lansira ali pač ne. Sej, jaz mislim, da je zdaj ogromen podjetij, ki trenutno razvijajo pač kakšne te plugine, ne? Sej, plugin kot tak, ne, tako to smo že omenjali, ne, ni nujno sem za OpenAI. Ne. Recimo Bing je po novem zdaj tudi podpira plugine in je rekel, ne, podprli bomo vse plugine, ki so v OpenAI formatu. Tako da zna biti, ne, da smo priča nastanku enega tazga novega mini standarda, ne, da pač, ko bo govora o pluginih za jezikovne modele, pa dajmo tako narediti, kaj je OpenAI, ne, da bomo tle inovirali preveč, pa zgubili ta standardizacijo. Tako kot Apple pa App Store, a je to dobra primerjava? Ja, sem zaenkrat, to ni zaprt sistem. Torej, plugine, to je samo specifikacija, kako napisati, kakšno strukturo naj plugin ima, ampak kliče ga pa lahko vsak, potem. Tudi sploh ne rabimo ChatGPT-ja za to, da kličemo te plugine, lahko tudi iz kakšnih drugih produktov ali pa knjižnic ali pa tako naprej. Zdaj, danes je 6. maj. Kako si dobil dostop do teh pluginov, Boris? Kakšen je v bistvu postopek? Ker jaz tega nimam, pa večina ljudi tudi ne. Če lahko malo o tem poveš. Ja, nažalost ne morem kakšne take zelo kreativne stvari predlagati. Ne. Pač imamo nek ongoing relationship za OpenAI in ja, pač smo predstavili, kaj bi radi počeli s tem in smo dobili dostop. Ne samo do teh za sam razvoj pluginov, ampak tudi za te njihove interne, za iskanje po internetu, pa bolj pomembno za izvajanje kode, code interpreter. To recimo bi rekel ta trenutek, glede na mojo izkušnjo, to je podcenjena stvar. Trenutno se o tem ne govori veliko. Torej, code interpreter je v bistvu del, torej plugin za ChatGPT, ki ga je interno razvil OpenAI, to je njihov plugin, ne od kakšnega third partyja, ki recimo omogoča, da naložiš podatke ali pa pač, skratka, neko datoteko na njihov server, potem daš neka navodila, kaj bi rad s tem počel in potem on lahko ne samo napiše kodo
ki sledi tem navodilom, ampak jo tudi izvede in ti da nazaj končni rezultat. Okay, mogoče to se ne sliši zdaj v današnjih časih več tako spektakularno, ne? Ampak bi rekel, da še vedno je, ker kaj se lahko naredi? Ne? Recimo ti lahko vzameš en Excel file, v katerem imaš tam en kup nekih mesi podatkov, jih naložiš gor, limit je mislim, da 100 megabajtov, no? Tako da dobro, ni to zdaj big data, ampak vsem, 100 megabajtov je kar nekaj. Ne? In mu pač daš nalogo, ne, da naj nekaj naredi s temi podatki. Ne? In v bistvu lahko sistem zna kar dobro narediti celo neko eksploratorično analizo podatkov, počiščenje podatkov, lahko postavi kakšne modele, lahko mu rečeš, da naj postavi hipoteze o interpretaciji teh podatkov, pa potem on testira dejanske te hipoteze. Skratka, v bistvu je kar neke vrste tak mini data analyst, data scientist, ki ga pač pokličeš prek ChatGPT-ja. No? Tako da po moje bo zadeva, ki bo dostopna širše, bo kar odmevna. No? Samo on, ta code interpreter, oziroma taki plugini, to kodo on rana na neki svojem ID-ju, ali kako to bi jaz rekel? Ja. Pač to laufa na njihovih strežnikih. Razumem, ja. Tako da v bistvu je primerna ta uporaba samo za nekoga, ki je pripravljen te podatke pač poslati. Ja. Ne, ampak ta skok se meni to zdi, da je podcenjena, ker ni to ni toliko stvar umetne inteligence več, ne? Ampak ta skok med tem, da ti neke podatke daš, oziroma tudi mogoče dostop do nekih stvari daš svojih, in pol daš nek prompt in pol se to dejansko naredi tam, kar hočeš, ali pa oni naredijo na nekih svojih sistemih, pa ti dajo produkt ven, to je v bistvu, to je next level, ne? To je ful bolj useful, kakor pa tako bi ti lahko naredil to so stepi, to je neka koda in pol moš ti to nekam paste, pa nekaj narediti, pa tako naprej. Ne? Se pravi, to je že ta link into action. Ne? Ja, recimo en tak primer, čist banalen. Recimo, mogoče, če si zagremo lahko nekdo ti je poslal sliko naprej, teksta. Da jaz malo povem. Pač, ti bi pa rad ta tekst prevedel. Ja. Halo? Mislim... Mi te slišimo? Ja, mi te slišimo. Jaz Borisa ne vidim, pa tebe ful zamikom dobivam. Veš kaj, moj internet kle v koči odročni je zelo nezanesljiv. Ja, mislim, jaz pa Boris kar dobro vidva, se mi zdi. Ok. Lahko jaz svoj projektič predstavim, če sta za. Dej. Ja, absolutno. Evo, jaz sem zadnjič v bistvu omenil, da sem se lotil kodiranja, a ne? S tem, da nimam nekega znanja kodiranja. Nikoli v bistvu v življenju nisem sploh za Swift, za iOS, za iPhone napisal kode za kjerokoli aplikacijo. Ne? In to je bil v bistvu nek začetek mojega malo bolj globjega raziskovanja ali pa interakcije z GPT-4, ne? In tako se je začel ta pogovor. Ne? Lepo sem mu napisal, can you help me code a simple iOS app from scratch for measuring looks with a camera, in pol sem v bistvu spisal neko zelo grobo specifikacijo, ne? In on se je začel odločevati, ne? Rekel je, uporabljali bomo Swift, uporabljali bomo Swift UI, Xcode na Macu, in to so neki koraki. Ne? In pa mi je začel pisati kodo, ne? In jaz sem kar nekaj časa rabil, da sem to dešifriral. Ne? Pa se, tukaj vidite, ne, da sem že vprašal, ne, če mi lahko da detajle glede druge točke, ker je on tako začel pisati za nekega programerja v bistvu to. Ne? Za neko osebo, ki ima že neko poznavanje tega Xcoda. Ne? Jaz sem pa v bistvu software sploh prvič videl. Ne? In boste videla, ta thread je tako zelo dolg. Ne? To je bil v bistvu cel moj proces pisanja te aplikacije, interakcijo z njim, dajal sem mu errorje nazaj, on mi je pol popravljal to aplikacijo. Ne? Lejte, to je kar trajalo v bistvu ene 4 urce sem imel interakcijo z njim. In potem sem jaz prišel do nekega
demo verzije, ki je laufo na mojemu iPhonu. In stvar je delovala, ne? Pač koraki so bili v redu, malo sem spim popol še dizajn, ne? Zelo malenkostno. Nisem znal pa tega lux valueja pravilno zračunati in niti GPT mi ni znal rešiti tega problema, zato sem enega fanta najel, ki mi je v bistvu samo te vrednosti pomagal specificirati, ne. In stvar sem pol objavil, mogoče pokažem še tale post, ki sem ga dal na LinkedIn, ne. Ja, 2 tedna je trajal vse skupaj, zaradi tega, ker sem se skoraj cela 2 tedna ukvarjal z administracijo in pravnimi stvarmi in na Appleovi strani, da so reviewali app, da so potrdili app, potem je bil nek bug tam, ki sem ga reševal s supportom, ne. Tako da ni trajalo 2 tedna, da se je stvar programirala. Programirala se je efektivno 8 ur, ne. En delovni dan. In potem sem to stvar objavil in ja, odziv je bil tak zelo pozitiven, ne. En trenutek je bil tudi ta app, number one app na slovenskem App Storu. Tako da to je bil v bistvu nek MVP, nek začetek, ne. Potem sem pa okrog tega zelo enostavno zgradil neko ekipo, ne. Nekega dizajnerja imam zdaj, nekega iOS developerja, Android se pripravlja, ne. In v bistvu bomo videli, kaj bo iz tega ratal v prihodnosti, ne. Ampak trenutno se dela tako, po nekem takem standardnem procesu, naslednjo verzijo te aplikacije, ki bo mogoče enkrat firma, ne. Tako da to je bil moj nekako zelo na hitro, ta moj proces kreacije tega MVP-ja za iOS. Zdaj, lahko grem tudi na naslednji svoj projekt, razen če Jaša imaš ti kakšen komentar ali pa vprašanje. Borisa jaz sploh ne vidim. Ja, da eni zelo simple appi so full popularni pa full useful. Recimo, jaz poznam nek app, ki ti mer, ne vem, BPM, ne, ali pa ti mer sound register. Full simple, ampak ne vem, full downloadov, ne. Se pravi, tukaj noter, če najdeš neko nišo, ki je zelo specifična, pa dela dobro, je bomba to, ne. Sploh ne rabi biti kompliciran, pa imeti full nekih funkcionalnosti. Ja, se strinjam. Sej, mene je v bistvu najbolj presenetilo to, ker sem jaz za sebe iskal to aplikacijo in je nisem našel, a ne. Imaš aplikacije, ki merijo lux, a ne, ampak to je bolj za potrebe fotografov. Ni pa z health vidika te aplikacije na App Storu, ne. In zdaj naslednja verzija, ne, naša, se v bistvu ukvarjala s spanjem v povezavi s tem circadian ritmom, ki ga imajo vsi organizmi, ki živijo na planetu Zemlja, ne. Se pravi, ta ritem je zelo povezan z svetlobo, a ne. Ko je noč, se ti določeni hormoni sproščajo, ko je jutro oziroma dan, se ti določeni hormoni sproščajo. In zelo dobro je to razumeti, ne, ker lahko bolj živiš v skladu s svojo naravo, ne. Ker danes smo 90% časa, so ljudje v modernem svetu, so indoors, ne, so noter živijo, ne. In ni to neka naravna stvar, ne, saj naši predniki, a ne, kateri so nam dali večino genov, a ne, niso živeli na ta način, a ne, tako da dobro je te stvari razumeti, ne. Tako da to je bil tako nek tak tudi testni odnos z GPT-jem, da vidim, koliko je sposoben pomagati enemu človeku, ki nima pojma v bistvu glede kodiranja, ne. In ja, pač aplikacija je zunaj, ne, tako da ful zanimiv proces, ne. Jaz bi mogoče sam komentiral. Ja, jaz ne slišim Borisa sploh. Ja, v bistvu sem
sem hotel ene par nasvetov dati, no, tako, ki lahko pomagajo pri tem workflowu, ki ga je Klemen predstavil. Ne. Recimo ena zadeva je, Klemen, ki si rekel, ne, da ti je razložil na začetku tako, kot ob pričakovanju, da si programer. Ne. V bistvu so te modeli čisto lepo dovzetni, ne, da jim ti kar, ko jim poveš, kaj želiš od njih, ne, jim lahko tudi svoj nivo znanja pač v promptu pač predstaviš in se temu kar dobro prilagodijo. Ne. Ta druga stvar, ki lahko včasih ful pomaga, da ni toliko tega copy-pastinga med recimo interpreterjem pa pač samim ChatGPT-jem, je vsakič, ko ti vrne kodo, mu rečeš, ne, da ne reflektira nad to kodo, pa razmisel ali karkoli že rečeš, ne, da, če se da, če vidi kakšno napako, pomanjkljivost ali pa kakšen potencial, kako bi lahko to izboljšal. Ne. In recimo že samo, če dodaš ta en korak, si prehraniš lahko veliko dela s tem, da ti pol kasneje kaj ne dela. Ne. In ta tretja stvar, ki pa tudi mislim, da je tako za dosti ljudi presenetljiva. Ne. Torej, tipičen problem, ki ga jaz vidim pri tej uporabi, je ravno to, da vse en model ima cut-off date jeseni 2021. Ne. In recimo, če pač ena knjižnica takrat ni obstajala, nič ne ve o njej. Ne. Pa tudi veliko se je spremenilo od takrat. Ampak to v bistvu, kar lahko narediš, je sploh, če uporabljaš to razširjeno verzijo GPT-4, z 32,000 tokeni, doskrat ti lahko kar cele libraryje, ki jih hočeš uporabiti, noter skupiraš v prompt. In on zna s tem zelo dobro pol delati in se ful zmanjša možnost, da bo prihajalo do napak. Ali pa recimo se ne rabiš celega libraryja, mogoče pa samo kakšne function headerje in podobne stvari. Ne? Tako da ima on nekaj, na kar se lahko z gotovostjo oprime. Ne? In pač moja izkušnja je, no, da se potem rezultati tako res drastično izboljšajo. Ne? Recimo sploh, če skombiniraš vse te tri prijeme skupaj, ne? Lahko pride zelo daleč. Ne? Ja, ful dobri pointi. Sej za ta, vem, kakšen je bil moj miselni proces, ko sem začel. To sem začel kot joke. Ne? Zato je tudi ta prvi prompt bil tak zelo površen. Ampak ja, sem opazil tudi z uporabo GPT-ja za različne taske, ne? Da je res treba ta začeten prompt si malo časa vzeti, pa mu dati čim več konteksta. Kdo si ti, kakšen nivo znanja imaš, mogoče tako, kot si omenil, kaj hočeš doseči, kaj je mogoče nek kontekst od prej, če si kakšen task prej že reševal, pa je bil nek rezultat viden, mu daš ta rezultat, pa rečeš na podoben način kot to. Ne. Se pravi, da ga čim bolj gajdaš, sem pol opazil, da kasneje v bistvu zelo veliko časa prehraniš. No. Pa tudi ena stvar pri teh korekcijah je, kar sem jaz opazil, da če recimo ti on nekaj dan nazaj, pa ti mogoče že malo veš približno, kaj je sigurno ful dober, kaj pa ni tako dober, mu lahko rečeš, lej, meni se zdi tole, mogoče še enkrat preveriti, tole sem zihar, tole nisem tako zihar, kaj se tebi zdi, in pol on v bistvu ti da boljši odgovor. Ne. Se pravi, on ve več, kot ti prvič da, nekako. Tako v bistvu nekako, ne, in se tudi lahko dost iz stvari tako izboljša. Pa še tole, no, sem prej pozabil, ker sem našteval. Recimo, doskrat vidim ljudje, pač napišejo, kaj bi radi, pa kar rečejo zdaj in pa zgeneriri kodo. Ne. To ni najboljš, ne. Sploh, če gre za malo bolj zapleteno stvar. Ful pomaga, ne, recimo, če mu opišeš problem, pa rečeš, ok, zdaj mi pa napiši dol arhitekturo ali pa opiši mi korake, ki naj bi jih bilo potrebno izvesti, zato da pridemo do tega končnega cilja, potem pa v nadaljevanju, ok, zdaj mi pa za prvi korak, recimo, napiš kodo. Ne. To tudi ful pomaga. Ne. Ja, tako je bilo pri meni. Jaša, vem, da moraš iti, se zaključujemo. Ja. Točno tako je bilo pri meni. Vsak ta korak, ki mi ga je on izpostavil, je bil kar kompleksen korak. Se pravi, downloadi to, naštimi to, ne? In sem mogel dobiti več detajlov v vsakem koraku. Ne? In smo šli po vrsti. Ne? Ampak ja, ok. Ful hvala vama za čas, pa se opravičujem za svoje tehnične težave. Ni šlo drugače. No? Se vidimo naslednjič, ne? Okay. Ja. Hvala, Klemen. Čau. Adijo. Bodite lepo. Čau vsem. Čau.